Letos je v knjižnici Antona Tomaža Linharta potekala že 13. noč z Andersenom, ki pa je bila na en način drugačna, kar verjetno potrjuje tudi sama direktorica Božena. Tako je. 13. noč je le 13. noč, kar pomeni, da smo nabrali v teh letih kar nekaj izkušenj in zato smo letos pripravili zelo, zelo zanimiv program. Tak program, ki ni bil preveč natrpan, torej otroci so imeli ne glede na to tudi dovolj časa, da so se pogovarjali, da so se družili. Lahko bi rekli, da je bilo neko prav posebno vzdušje v zraku. Gledali smo nastajanje ene male simpatije, da narečem kaj več. Videli smo malo fante, kako so se podružili, pogovarjali, malce kdaj pa kdaj, kot jaz rečem, požokljali. Skratka, videli smo navdušene otroke, videli smo zadovoljne otroke, videli smo vesele otroke in tiste otroke, za katere smo prepričani, da posegajo po knjigah, kajti čisto vsi so naši člani in poznamo jih. 10 mladih, nadebudnih osnovnošolcev, ki so se razigrano odpravili po noči Andersenov domov. Kolikokrat ste že preživeli noč z Andersenom? Najprej dober dan in lepo pozdravljeni. Tole je bila 13. noč z Andersenom. Lansko leto žal nismo imeli noči z Andersenom, ker smo se ravno ta čas selili. Prav zato smo si želeli, da bi bila ta današnja noč nekaj prav posebnega. V novi knjižnici, v novih prostorih, z novimi otroki in seveda tudi z novim programom. Koliko otrok je bilo letos zbranih tukaj, iz katerih šol so prišli in kaj ste pravzaprav počeli? Nekaj so otroci povedali, kakšno stvar pa tudi niso omenili. Torej, otroci prihajajo iz vseh 4 občin, ki jih naša knjižnica pokriva, torej občine Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje. Prišli so iz osnovne šole Janeza Mencingarja, Bohinjska Bistrica, iz osnovne šole dr. Josipa Plemla, Bled, iz osnovne šole Franca Saleškega Finžgarja, Lesce, Antona Tomaža Linharta, Radovalca in pa iz osnovne šole Antona Janša, Radovljica. Lipniška šola je imela svojo noč z Andersenom, tako da se njihovi učenci naše niso udeležili. Tudi osnovna šola Bled je imela svojo noč, ampak so prišli k nam malce starejši učenci, kot se udeležujejo na osnovni šoli Bled. Osnovna šola Lesce pa je noč z Andersenom imela prejšnji teden. 16 teh otrok, od tega 2 iz osnovne šole Antona Janša, z njimi tradicionalno sodelujemo in veseli smo, ko vidimo, kako jih ostali otroci sprejmejo, kako so enakovredni in kako uživajo skupaj z nami. Iz katere šole prihajaš ti? Iz osnovne šole dr. Janeza Mencingarja, Bohinjska Bistrica. Si prvič preživela noč z Andersenom tukaj v Radovljici? Ja. Kaj ti je bilo najbolj všeč nocoj? Ta planetarij, ki smo zvezde gledali. In smo videli pač ful teh v zvezdi, ki jih nisem prepoznala in zdaj jih poznam. Si spoznala kaj novih prijateljev? Ja. Kot naprimer Aloša, pa Žana, pa Erika, pa Lisa, to je pa to. Naslednjo leto tudi tu? Mogoče. Aljoša, ti pa prihajaš iz Radovljice ali iz Lesc? Z Lesc. Si bil prvič tukaj z njimi po noči? Prvič. Kako bi opisal današnjo noč? Bila je zelo zanimiva, tudi zelo poučna, pa veliko smo v bistvu pridobili z tega, sami smo pa tudi zelo utrujeni, pa pač bomo kar precej počitka rabili, da bomo nazaj vnesli te ure, ki smo jih zdaj ponucali. Naslednjo leto ponovno tukaj? Skoraj sigurno. Jaz prihajam iz osnovne šole Antona Tomaža Linharta, Radovljica. Kaj ti je bilo nocoj na noči Andersenov najbolj všeč? Najbolj mi je bilo všeč to ozračje, ta sproščenost, pa nasplošno, pač kar vse smo delali. V bistvu je bilo tako na začetku, smo bili malo bolj zaspani, potem smo se pa sprostili in smo res uživali. Si sicer ljubiteljica branja Kristjana Andersena? Sem bila. Pač kot mlajša sem zelo rada imela njegove pravljice,
zdaj se pa posvetim tudi kakšnim bolj odraslim knjigam. Prej ste me vprašali, kaj vse smo počeli. Torej, poleg tega, da smo na začetku pili čaj, smo se potem najprej spoznali, kaj ti otroci se med sabo ne poznajo. Bohinj je recimo že tako daleč, da z Radovljico nekaj. To se pravi, najprej smo se spoznali. Smo se narisali, smo odgovorili na nekaj hecnih vprašanj, recimo koga bi povabili v goste, če bi ga lahko, brez katere stvari nikamor ne gremo, kaj nas osrečuje, in pri tem smo probali uganiti, še preden smo prišli do imena, kdo je kdo, in na ta način smo se spoznali. Seveda smo del noči posvetili tudi Andersenu. Spoznavali smo njegovo življenje, delo, pravljice na seveda drugačen način. Mi ne želimo biti niti malo podobni šoli, zato smo pripravili, naša kolegica Silva Kos je pripravila prav posebno igro Andersen ne jezi se. Na kar smo pogledali film, zraven smo malce večerjali, pogledali smo ozvezdja v prenosnem planetariju in potem smo se zelo veliko ukvarjali s Kamishibajem. Kamishibai je prav posebna tehnika pripovedovanja ob slikah, k nam je prišla iz Japonske in je v Sloveniji, bi lahko rekla, našla nek drugi dom, kar precej umetnikov in tudi ostalih se z njo ukvarja. V gosteh smo imeli dve kolegice iz domžalske knjižnice, ki se s tem ukvarjata, tako da sta najprej odigrali 4 svoje predstave, na to pokazali in razložili otrokom kako in kaj, in na to so otroci odigrali še 4 Kamishibai predstave na osnovi 4 Andersenovih pravljic. Sledile so karaoke, sprehod po Radovljici, zajtrk in potem smo se seveda vrnili in z veseljem pokazali, kaj vse smo počeli. Torej, hvala in nasvidenje leta 2020. Tako je. Vabljeni že zdaj leta 2020, kajti naslednja noč z Andersenom seveda bo. S tem, ker ima luhko, lahko kupi vse pod seboj. Božiček pa se je očitno dobro zavedal samega sebe, tako so dobro zavedal samega sebe. Sem Težan in prihajam iz osnovne šole Gorje. Najbolj mi je bilo všeč to, da smo se družili, ker sem mislila, da bo to bolj poučno in tako res smo veliko izvedeli o Hans Christianu Andersenu, pa hkrati smo se tudi ful zabavali. No, še nobena ni omenila Kamishibai, to je posebna zvrst zgodbe, kako pa to? Ja, to me te vrsti nisem poznala, me je tudi presenetila in je tudi zelo zanimiva. Sem Tinkara Jelenc in prihajam iz osnovne šole Gorje. Si prvič preživela noč z Andersenom v Radovljici? Sem že drugič in se mi zdelo, da je bilo letos mogoče malo bolj, ker smo v novi knjižnici, da so tudi prostori bolj, več prostora imamo in več smo lahko počeli. In kaj ti je bilo nocoj najbolj všeč? Ja, v bistvu planetarij mi je bil zelo zanimiv, ker smo opazovali vesolje, kar ni povezan toliko zelo z književnostjo, in pa nasplošno druženje in karaoke. Povej mi, kako ti je bilo nocoj tukaj v knjižnici v Radovljici? Ja, fajn je bilo, ko smo gledali film, pa za jesti je bilo dobro, pa... Kaj pa kakšen dober čaj v začetku ob sprejemu? Sploh ne vem, katerega sem bil. Ne veš, katerega si bil, ker jih je toliko vrst? Ja. Kaj bi lahko izpostavil? Kaj ti je bilo najbolj všeč? So bile to karaoke, je bil to Kamishibai, so bili ti nova poznanstva? Film je bil najbolj všeč. Film. In s katere šole si? Iz osnovne šole Bohinjska Bistrica. Evo, hvala, zdaj si pa že zaspan, kot te vidim, kaj ne? Ja. No.